avto, kaj ne? Zanimiv, ja. Pa ne samo zanimiv, ta je malo poseben. Kolesa ima, volan ima, le zakaj tako poseben? Pokaži. Slišiš to? Elektrika? Tako je. Dijaki so v preteklem času predelovali vozilo iz bencinskega na električni pogon. Zato je pa potrebno znanje. In to znanje so naši dijaki pridobili na strokovni poklicni šoli Tehniškega šolskega centra Kranj. Drage učenke, dragi učenci, ste se že morda odločili, na katero srednjo šolo po poklic oziroma po nova znanja? Ste ustvarjalni in si morda želite še novih znanj, spretnosti in veščin na področju tehnike? Če ste se odločili za, potem vas vabimo, da postanete del zgodbe strokovne poklicne šole Kranj, kjer vam bomo nudili še dodatna znanja na področju elektrotehnike, mehatronike in računalništva. Na naši strokovni poklicni šoli Kranj se lahko vključite v srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje in poklicno tehniško izobraževanje. Z opravljeno poklicno maturo in 5. predmetom ne boste uspešno nadaljevali študija le na višjih strokovnih šolah, ampak tudi na drugih visokošolskih zavodih. Ustavili smo se v učilnici za praktični pouk elektronike. Tukaj bomo izdelali celotno elektroniko za naše električno vozilo. Začeli bomo z izdelavo tiskanega vezja in nato s programiranjem mikrokrmilnika. Na koncu pa si bomo pogledali delujoč model električnega vozila, ki so ga dijaki izdelali kot raziskovalno nalogo v lanskem šolskem letu. Kaj pravzaprav počneš pri tem predmetu? Jaz se izobražujem za poklic elektrotehnika in elektronika. Pri tem predmetu smo pa najprej izdelali vezje. Najprej smo ga zjedkali, izvrteli vse luknje in vstavili elemente. Potem smo jih prispajkali. Zdaj trenutno pa pregledujem ta vezje na osciloskopu, če pravilno deluje. V tej učilnici pa poteka tudi krožek robotike. Tukaj dijaki sami izdelajo robotka in z njim tekmujejo na državnem tekmovanju. Kakšen pa je cilj tekmovanja z roboti? Cilj tekmovanja je, da dijak sam izdela robotka, ki bo v čim krajšem času prišel od začetka do konca brez zunanje pomoči. Kdo lahko tekmuje? Tekmujejo lahko vsi dijaki, predvsem iz področja srednjih elektrošol. Naši dijaki na teh tekmovanjih posegajo po prvih mestih. Sama sem dosegla 5. mesto na kranjskem robotu, ki je potekalo na naši šoli. Moji sošolci pa so osvojili 1. mesto na finalu v Mariboru. Kako je sestavljen robot? Robot je sestavljen iz krmilne plošče, z mikrokrmilnikom, z 2 senzorji in z 2 motorji. Kakšna znanja so potrebna za izdelavo robota? Za izdelavo robota potrebujemo znanje iz področja elektronike, računalništva in mehatronike. Tega pridobijo dijaki na naši šoli.
Nahajamo se v učilnici mehatronikov. Tu poteka praktični pouk pnevmatike in hidravlike. Pnevmatika je uporabljena v skoraj vseh panogah industrije in je eden najbolj čistih virov energije. Pa poglejmo, koliko je obladajo. Gašper, kakšna je razlika med pnevmatiko pa hidravliko? Ja, bistvena razlika med pnevmatiko in hidravliko je v tem, kakšno energijo uporabljajo za pogon in delovanje. Zdaj pri pnevmatiki se uporablja stisnjen zrak, tako kot tudi tule vidimo, pri hidravliki se pa uporablja olje. Kateri so pa teli elementi na teli pnevmatski napravi? Ja, zdaj za pnevmatsko napravo potrebujemo različne sestavne dele. To so cilindri, krmilni ventili in pa signalni ventili. Seveda pa vse te elemente povezujejo cevke, brez katerih naprava ne deluje. A lahko preizkusimo? Kar izvoli. Svet nas obdaja z mehatronskimi napravami in mehanizmi. S temi napravami lahko izdelamo vse ostale. Kaj omogočajo vse te naprave? Zelo pomembna je ideja. Iz ideje nastane osnutek, načrt, tudi tehnologija. Vsem spada operacije, program, merjenje, nastavitve stroja in na koncu dobimo izdelek. Katere stvari so pomembne ob zaključku izdelave predmeta? Izdelek mora biti narejen pravilno, da lahko naprava pravilno deluje. Kot na primer pri avtomobilu, ta ne more pravilno funkcionirati brez krmila ali pnevmatik. Za dijaka mehatronike pa ni boljšega občutka, kot da na koncu iz načrta nastane pravilna celota. Nekje po družinski tradiciji, po očetu in nekaj ostalih sorodnikih sem tudi jaz izbral strojno šolo. Nekje sem ugotovil, da mi je tehnika ustrezala in sem kar nekje užival v tem. Zato sem tudi nadaljeval študij na strojni fakulteti. No, poklicna pot me je potem pripeljala čisto v drugo smer, tudi na ekonomsko fakulteto. Samo znanje strojništva mi je v življenju kar dobro pomagalo, dobil sem širino. Lahko sem razložil študentom, kako stvari delujejo, kako sploh spravimo določen izdelek v proizvodnjo, kako se ga naredi, tako da vsa ta organizacijska znanja izhaja tudi iz poznavanja strojništva, tako iz znanja iz srednje šole kot iz prakse.
Kako pa bi nam ti predstavil področje energetike? Najlažje po modulih stroke. Naprimer, modul načrtovanja električnih inštalacij ureja projektno dokumentacijo. Recimo v tem načrtu, kam bi ti dala luč? Na sredino sobe pod stropom. Aha, v redu. Zdaj pa samo še dodamo stikalo. Tako potem še celo hišo zrišemo, na koncu pa ta sam še računi stavimo. Z barvno televizijo pa zagotovo ne znaš upravljati hiše. Ne boš verjel, s poznavanjem modula montaža inteligentnih inštalacij to možno. S programom ETS3 sprogramiramo delovanje inteligentnih KNX krmilnikov. Potem pa preko vodnika naložimo program in zadeva že deluje. Tako za večerjo kuhinjo spravim v tole situacijo. Ko pa pade dež, se pa žaluzije spustijo, tako da mami ni treba vedno čistiti oken. Zanimivo, ne? Ja, tak sistem bi bil tudi doma. Še nekaj me zanima. Kako to? Ko se peljem z dvigalom, se najprej pelje počasi, nato spet hitro in na koncu spet počasi. To spoznamo pri modulju regulacije in krmilja, ter s frekvenčnim regulatorjem krmilimo asinhronski motor. Ko stopimo v dvigalo, dvigalo počasi pospešuje, da hitreje potujemo skozi nadstropja, nato pa zmanjšuje počasi, da je pristanek udoben. Seveda nam pri tem pomagajo elektroniki in mehatroniki. Računalništvo nas v teh časih spremlja na vsakem koraku. Veliko od tega spoznamo in se naučimo na naši šoli. Več o tem pa nam bo povedal Žiga. Ja, računalništvo ima na naši šoli vsi programi, tako SIPŠ kot tehniška gimnazija. Vsi se naučijo osnove računalništva, recimo uporaba Microsoft Officea, uporabe operacijskih sistemov, delo z njimi, kako izgleda zgradba računalnika, uporabe interneta, predstavitve, kot so PowerPoint in ostale. Potem pa vsaki programi imajo bolj poglobljeno računalništvo, kot je naprimer mehatroniki imajo posebne programe za izdelavo in simulacijo mehatronskih vezij, mi pa imamo bolj programiranje in ostale stvari. Na naši šoli imamo 6 računalniških učilnic in 5 laboratorijev. Vse skupaj pa imamo 260 računalnikov. Vse ostale učilnice so opremljene z računalnikom, projektorjem in multimedijo. Ta znanja, pridobljena iz elektrotehnike, so mi zelo pomagala tudi pri vodenju ljudi, saj vemo, da so regulacijski krogi vgrajeni prav v vseh živih bitjih. In ko smo na kadrovskem področju se pogovarjali o razvoju kadrov, smo snovali načine, kako lahko ljudem pomagamo, da se hitreje in bolje razvijajo. Je to znanje prišlo še kako prav, saj so sistemi, potem, ki smo jih naredili za razvoj kadrov, vsebovali te zakonitosti, ki jih v regulacijskih krogih vsi tehniki dobro razumemo.
how electricity is produced? Electricity is measured in watts, named by after James Watt, who invented the steam engine. Yes. It would take about 750 watts to equal 1 horsepower. A kilowatt hour is the energy of about 1000 watts that work for 1 hour. Pri našem učnem programu se srečujemo z veliko tujimi izrazi, zato je angleščina pomemben del našega učnega programa. Clement, what do you think about our school? English is not easy, but it's interesting and fun because we don't only learn grammar, but also about British and American culture and various technical things like electricity, computing, and different kinds of energy. Sounds like fun. Smo v učilnici praktičnega pouka. Tu se dijaki naučimo osnov programiranja in povezovanja krmilnikov. Pouk je zanimiv tudi zato, ker lahko talentirani dijaki izdelamo svoje neodvisne projekte. Miha, na katerem projektu pa delaš ti? Tukaj je projekt, ki smo ga naredili za oceno v sklopu krmilnikov. Tukaj je vrtalka, avtomatska vrtalka, ki deluje prek krmilnika in je avtomatsko krmili za vrtanje lukenj v vezja. S pomočjo krmilnika na računalniku napišemo program, ki ga potem prenesemo v krmilnik, potem pa to zvežemo z vezmi in pa naredili smo pripravo učilo šolsko, na katero smo dali tudi pravo vrtalko in pa senzorje in to resnično deluje. Tak projekt lahko na to uporabimo tudi pri 4. izpitni enoti za maturo, poleg obveznih predmetov, kot so matematika, slovenščina in podobno. Kemija je vse splošno uporabljena, spada med bolj zanimive predmete, saj obravnavamo vse od elektrokemije, pa vse tja do varne uporabe čistil doma. Matic, imaš pa zelo zanimiva očala. Zagotovo imajo veliko dioptrijo. Ne, nimajo dioptrije. Smo ravno sredi kemijskega poskusa, delamo elektrolizo vode, kjer s pomočjo elektrike ločujemo iz vode dva plina, kisik in vodik. Vodiku se lahko reče tudi pokalni plin, ker je v zmesi z zrakom eksploziven, to pa ti bom zdaj tudi pokazal. Na Tehniškem in šolskem centru v Kranju sem končala srednjo strojno šolo. Potem sem se vpisala še na strojno fakulteto, predvsem zato, ker imamo doma podjetje, ki dela z avtomobilsko industrijo. No, potem sem se pa vpisala še na ekonomsko fakulteto, kjer sem končala magistrski študij podjetništva. Vsi naši zaposleni so bili dijaki strojniške usmeritve
in se morajo spoznati na mehatroniko, na hidravliko, na pnevmatiko, na točnost obdelave in na kontrolo. Nahajamo se v laboratoriju za mehatroniko. Poleg ostalih mehatronskih sistemov imamo tukaj tudi robota, ki je vsesplošno uporaben v današnjih industrijskih procesih. Vajino delo je pa kar zanimivo. Mi lahko na kratko predstavite, kaj pravzaprav počnete? Mi da so ustvarjala program, ki iz palete pobere obdelovanec, ga postavi v držalo ter nanj reže logo. Nato obdelovanec ponovno pobere ter ga odloži v drugo paleto. Tukaj vidimo robota, ki je prav tako, kot ga uporabljajo danes v industriji za lakiranje, prenašanje raznih objektov in varjenje. Robot je najbolj precizna in univerzalna mehatronska naprava, zato ker če bi recimo tukaj želeli nekaj spremeniti, bi potrebovali čisto druge elemente, pri robotu pa le zamenjamo orodje in spremenimo program. Seveda pa je pomemben del tudi programiranje. Matic bi nam kaj povedal o tem? Ja, programira se lahko na dva načina. En način programiranja je direktno programiranje, kjer robota sproti premikamo po točkah in na to te točke shranjujemo in se robot po teh točkah lahko giblje kolikokrat želimo in na tem upravlja delo. Drugi način programiranja pa je programiranje s simulatorjem, kjer ustvarimo 3D robotsko celico, naredimo program in ga lahko v simulatorju tudi preverimo s simulacijo. Ko je program preverjen, da vse deluje, ga prenesemo na robota in stvar deluje. S simulacijo se izognemo trkom z opremo, kjer bi nastala velika škoda. Pri fiziki, ki je naravoslovna veda, poznamo temeljne zakone, ki so bistveni pri razumevanju mehatronike, elektrotehnike in računalništva. Gašper, kaj pa ta naprava dela? No, tukaj pred tabo je pa Teslov transformator. Osnova delovanja Teslovega transformatorja je v primarnem in sekundarnem resonančnem krogu. V primarnem resonančnem krogu je električna tuljava in če jo vzbujemo z električno napetostjo, poteče resonančni krog. In če so v sekundarni tuljavi ulašene parazitne kapacitivnosti, se inducira visoka napetost. A lahko pokažeš? Ja, z veseljem. A je v redu? A še malo pojačam? No, sej pričetka bo pa tudi malo v redu. To je pa ene vrsta generator, a mogoče veš, kako deluje? Ja, to je pa Van de Graafov generator, oziroma je naprava, s katero lahko ponazorimo zbiranje in prenos električnega naboja. Glavniček ob spodnjem delu jermena poskrbi za pozitivno naelektritev, katero jermen prenese na kovinsko kroglo, ki se pa razelektri preko negativnega potenciala.
In kot primer dobimo tako frizuro. Kakšno? Elektrotehnika me je prvič prevzela, ko sem videl, da se da zvok pretvoriti v svetlobo. Na koncu osnovne šole, temu rečemo light show. In glede na to, da je elektrotehnika vse prisotna, da si sploh ne znamo predstavljati življenje brez elektrike, brez elektrotehnike, me še danes navdaja, me še danes prevzema. Posebej me zanima povezava elektrike z medicino, z biologijo, z živim svetom. Tako smo na primer razvili metodo, ki jo rečemo elektrokemoterapija, kjer uporabimo princip elektroporacije, ko vstavimo celico v električno polje, uspemo povečati prepustnost celične membrane za molekule, ki drugače ne prehajajo preko membrane. Tako nekateri kemoterapevtiki znatno bolje učinkujejo, kadar jih vnesemo v celico na tak način. Šola mi je dala izredno dobro podlago za moje nadaljne delo, še posebej zaradi tega, ker je bilo ogromno meritev, ogromno praktičnega dela in dovolj teorije, da sem si ustvaril sliko o elektrotehniki. Namreč elektrotehnika je kljub temu, da je tehnika abstraktna in kot taka zahteva ogromno domišljije in pa delo z nečim, kar ne moreš potipati, kar ne moreš narisati, kar ne moreš prijeti. Seveda pa na naši šoli poteka tudi pouk športne vzgoje, saj se vsi zavedamo pomena vsakodnevne športne aktivnosti in razvijanja motoričnih sposobnosti. No, Aljoša, ti nekaj vseš pa še dvignil. Tako, znanjem pridobljenim na strokovni in poklicni šoli Tehniškega šolskega centra Kranj boste tudi sami lahko ustvarili tak avto. Še več, to znanje pa vam bo pomagalo tudi pri šolanju na fakulteti ali pa pri vašem poklicu. Aleksandra, požen. Nikamor ne gre. Seveda, se sem vas prvezal. Ha